Lep pozdrav, dragi sledilci. Moje ime je Jure, danes z mano tukaj ob meni predstavnik slovenske Dirty Ska skupine Red 5 Point Stars, ravno kar iz odra. Kakšni so prvi občutki? Super. Po enem letu, skoraj malo več kot eno leto, danes smo imeli ful treme. Danes smo imeli ful treme, ker so naši košarkaši igrali, in smo imeli ful treme, ker smo pač imeli koncert po več kot enem letu. In tako, vse se je dobro iztakli, ajde, košarka malo manj, ampak vse je tako, all in all, super, perfekt. Pa še biti po dolgem času na odru, ampak niste bili že na Punk Rock Holidays letos tudi? Punk Rock Holiday bo naslednji vikend. In ja, tako. In prvi dan odpremo večer, ja, igramo zvečer, timing, niti ne vem točno kdaj, ampak ja, se zelo veselim, ponovadi delam na tem festivalu, letos pa pridem samo uživati, oder in veselje, ja. Pa bi lahko potegnil kakšno, ne vem, usporednico med Punk Rock pa Overdrive festivalom? Usporednica je tale čudovit kraj, ki se mu reče Tolmin, in sploh ne vem, kje bi lahko začel in končati sploh ne bi mogel. Folk se sploh ne zaveda, zakaj, ne vem, poleg Slovencev pridejo tujci v Tolmin. In tukaj je tlele v bistvu dragulj, ne sam z navadno turistom, ampak tudi v bistvu z vse, ko pride na festivale sem, ker roko na srce, taka benda, ko so tukaj in na metalu, in na Punk Rock Holidayu, in na regiju, jih vidiš po Evropi, tako je festivalska sezona velik, ampak ta atmosfera, ko je tukaj, s to okolico, Sočo, to je res tako, res neverjetno. In tu treba izkoristiti za tega, ker pač kaj tacga, jaz mislim, da je to unikatnost po svetu. Igrali smo, z našim bendom smo igrali po celem svetu in kaj tacga res pač ne vidiš vsak dan. No. Tolmin je res fenomenalno in narava in vzdušje vsako leto. A pa se polkaj, ne vem, prilagodite, recimo, kaj igrate na punk rocku pa na reggae festivalu, a imate isti program ali to, kaj malo prirejate? Ja, v bistvu tako un poko, ampak probamo biti vse en Red 5 Point Star. Na PRH bomo konkretno letos igrali My Cry, ampak mislim, da bo skoraj podobna setlista. Malo sprememb bo, ampak še vse en tako ne odstopamo od tega, kar smo. No. Pač smo nekako ska band, kako si opisal, Dirty Ska in od tega nekako ne odstopamo in mi vse posod pač naši publiki pokažemo to, kar smo, no. Nekako ne fejkamo. No. Ampak v bistvu začeli ste pa kot punk rock band, v bistvu sami začetki. Kako je sploh vaša pot, ki že več kot 20 let traja, kako je nastal Red 5 Stars? Ja, v 90-ih smo začeli, ste v Zasavju veliko punk rocka poslušali, tudi mi smo štartali nekako kot punk rock trio. Ampak nekaj časa si ukalupljen v nekaj, kar poslušaš dolg čas, recimo v najstniških letih. Pa se pa nekako razširil ta spekter poslušanja muzike in ta two-tone je ful vpliven na Spacious Madness, pač ta angleški two-tone. Pa kasneje tudi swing, ampak nekako še vse in Bakut, to ste se opisal kot The Special Smiths, Brian Setzer, tako da ne vem, nekako, to je nekako tu pri nas, no, in probavamo v ska žanr upeljati več stilov, pa hkrati ne pretiravati, pa narediti nekako okusno to stvar. No. Tako da, ja, ta potraja že 20 plus let, tako da zdaj delamo nove stvari in bomo videli, kako bo ratali iz tega. No. Verjetno v teh, kot si tudi sam že rekel, 20 plus letih, nek vrhunc je definitivno so turneje z The Toastersi. Ja, vrhunc so lahko turneje z Toasters, v bistvu lahko vsak koncert vrhuncno. Mi probamo vsak koncert, ko odigramo, narediti vrhunc in po vsakem koncertu nekako analiziramo, kak je bil koncert. Tudi danes smo analizirali, kak je bil koncert in po PRH-ju naslednji teden bomo spet analizirali, kak je bil koncert. In v bistvu, glih to je to, ja, da pač nikoli ne veš, kdaj boš doživel tisti maksimum. Ne. Lahko rečeš, ja, 10 let nazaj smo imeli največ turnej, pa tega ja smo imeli, zdaj jih ne moramo imeti za tega, ker pač familija, službe, gore dole, ampak vsak koncert, ko ga doživiš, ne veš, ko ga boš doživel. Ne.
Lahko gremo naslednji teden igrati, ne vem, nekam čist banalno v eno mehno vas, nekaj karikiram, pa bo lahko bišli tu najboljši koncert tvoje karijere. Ne, karikiram, ampak ja, in mislim, vsaka turneja, ko smo odigrali, je bila pomembna za razvoj benda, no, tako da tudi koncerti pa turneje s to si valjda normalno, ne moramo zanikati tega. Kako pa sploh prišlo do sodelovanja z Bucket Hingleyjem, legendarnim frontmanom pa to? 2011, ko smo organizirali PRH, sem jaz delal Toasters v Trbolih in takrat je Andrej, naš menedžer, bi še rekel Robu, ker je Rob je dosti veliko spremenja zasedbo, bi še po potrebi, rekel, če bi pač z njim odigral ta koncert PRH. Takrat je bil, mislim, da naš prvi koncert z Robom, da smo pač njegov backup band. In ker je bil pač zelo zadovoljen z nami, je rekel, rabimo takrat pa takrat. In včasih smo šli pač vsi z njim, včasih je šel sam bobnar, včasih je šel bobnar basist, saksofonist, pa se je to pač ful menjal. Ampak ko konc dneva je bil pač prvi koncert z njim je bil na PRH-ju, prvi PRH v bistvu, ki je bil 2011. Pa pol v bistvu ste tudi za njegovo založbo ste tudi izdali plato. Ja, zadnja plata, Worst Case Scenario, ki je bil že 10 let od tega, smo izdali tudi pri Megalith Records, ampak to je bilo izključno za ameriški trg. V Sloveniji je še kar Kappa Records, bomo pa zdaj nove stvari delamo in upamo, da bomo mogoče celo drug let izdali nekaj novega in bomo videli pač, kako se bo to izcimilo. A pa je, to me vedno zanima, ne vem, razlika, kad te izda neka, ne vem, velika tuja založba ali pa slovenske v samem postopku promocije in vsega. Mi smo imeli to srečo, da imamo cel cajt za sabo Kappa Records. In Kappa nam je v bistvu nudila vse tisto, kar si v bistvu vsak alter band lahko želi. Mi smo imeli svobodo, ne vem, pri ustvarjanju, kakorkoli. In ko smo rekli, mi bi izdali plato, nam je Kappa prišla nasprot in ne vem, pokrila 10 stroškov, whatever, in mi smo lahko delali, pač ustvarjali muziko, tako kot smo hoteli. Kar se pa tiče tuje založbe, je pa tako, nekaj rabžete in pač porine naprej. Fajn je za rezime, ni pa v bistvu tu nekaj nujenega, da rabiš pač, ker danes konec konca imaš tudi internet, ki ti lahko ful pomaga, imaš spletne platforme, ko se lahko ful fajn sfuraš kot band, kot pač ful majhen band pač in da ful več ljudi sliš. Kar se pravim, 10 let že nismo izdali plošče, bomo videli, kako bo to izpadlo, ko bomo naslednjič izdali plošče, bomo šli na fizično obliko, bomo šli, ne vem, na CD, USB, niti ne vem, ker že toliko cajta nismo to naredili, da bomo videli, kako bo to. A pa se že kaj ve, imate že kakšen okviren časovni plan, kdaj lahko pričakujemo kakšno novo plato? Ne, čist ne, zaradi tega, ker stvar je taka, da nekaj časa so nastajali neki novi komadi, ker še zdaj aranžmaje delamo. Od lani sem pa jaz kot pač večinski avtor komadov pač naredil malo več stvari, ker sem imel malo več zagona, ker mislim, da pač če nimaš kaj povedati, bo tih, pač sem tega mnenja in bomo videli, mi si sploh ne damo nobenega tako v narekovajih prešarja, ko bo. In takrat, ko bo, upamo, da bo tu fajn sprejet, predvsem pred publiki. No. Mi se pač oziramo na to, ko kritiki reče za tega, ker pač konec konca publika tista, ko sprejme, pa ne. Oziroma, mi smo tisti, ko smo lahko ful objektivni pri naši, sami pri muziki, no. Tista, ko jo znamo. Ne. Že sam si omenil, da v bistvu je težko ustvarjati zaradi družin pa vse, kako pa v bistvu izgleda vaš proces, koliko imate časa za vaše projekte, pa to imate kampanjsko delate, ne vem, enkrat na teden se dobite ali se to, ne vem, pol leta se zaprete in... Ja, to je, nazadnje, ko smo delali, je že toliko cajt od tega, da se niti ne spomnim, zdaj je to tako, da mi smo imeli recimo konkretno pred koncertom danes, pa na PRH-ju smo imeli 2 vaje skupaj, po enem letu smo se dobili v bistvu vsi skupaj. Se pravi, to je v bistvu ful mal. Prej je bilo pa tako, jaz sem pač za nove stvari, pač jaz delam neke nove stvari, gremo iz bobnarjem nekaj posnet, pač za stvar, ko približno stoji in se z tega dela. Prva, druga, tretja plošča je bilo tako, da sem jaz naredil pač večino stvari, posnel in smo nekako probavali skupaj potem še nekako finale spilt. Zdaj bo verjetno proces malo drugačen, se pravi, da bomo vsi skupaj sodelovali pri aranžmajih, oziroma ko bo pač
komadi sami stalno. Tako da bomo videli, malo drugačen proces, ampak jaz mislim, da se nimamo, mislim, malo bolj inovativen, pa malo več izzivov bo treba, pač, da bo stvar malo drugače stala. No, pa v teh cajtih nekako ne moramo mimo tega nadležnega covida, pa to, kako se je pa kaj vas dotaknila ta vsa situacija? Ja, prva stvar je bila taka, da smo mogli v bistvu odpovedati en spletni nastop zaradi pač enega primera covida v bendi. To bi mogli biti lani ali bilo to letos v Kranju v Train Stationu igrati. Ampak probamo si prilagoditi, pač kako se vsi prilagajajo. Zdaj, eni smo cepljeni, eni delajo test. Jaz mislim, da pač najbolj pomembno je tudi, da vsi sodelujemo, vsak prispeva en input, ne? In konec dneva bomo videli, pač, kakšna bo situacija. Ne? Jaz, glede na to, da mi, večina nas pač ne živi od glasbe, upamo na najboljše, da pač tudi prispevamo k tem, da bojo tisti, ki živijo od glasbe, od glasbenikov do promotorjev, da bojo čim prej shodili, v narekovajih, da zadeva res ne bo, da se ne bo predolgo vlekla, ker jaz mislim, da so, kar se tiče glasbe, so te ful prizadeti, in jaz upam, da se bo to čim prej razprijatelj v korist vseh nas. No. Pa se že pojavljajo kakšni bookingi za tujino, pa to, ali je zaenkrat glasbeni svet bolj? Kar se nas tiče, niti ne poskušamo, zaradi tega, ker bi rad v bistvu neki, mi smo imeli zadnjo turnejo, mislim, da a je bila 25-letnica, mislim, da smo imeli, ja, takrat 25-letnici, v 20-letnici smo imeli zadnjo turnejo in ko bomo izdali naslednjo ploščo, bomo verjetno poskušali pa tudi kaj, ne vem, Evropa, mogoče tudi Južna Afrika, ko smo na parkrat že bili dol, tako da bomo videli. No, ko si že sam omenil, južnoafriška turneja, evropska, ameriška, v bistvu ste en slovenskih bendov, ki je v bistvu v tujini veliko bolj prepoznan pa cenjen, kakor pri nas. Zakaj misliš, da je prišlo do tega, da v bistvu domača publika ne ceni toliko vaše glasbe, kakor v tujini so pa zagrabili? Pa ni fora v tem, da ne cenijo. Jaz mislim, da tisku poznajo našo glasbo, jim je pač pride na koncerte, nas podpirajo in pač tem, da pride na koncerte in z mrčem in pač. Kar se pa tujine tiče, pa mi nismo nikoli skrivali pač težnjo k tem, da pač gremo v tujino. Mi smo že, hmalo pa tistem, ko smo začeli, nas je Vedran Meniga takrat zahaklo v Unterhundi in je rekel, lej, mi imamo en klub v Zagrebi, takrat Močvara, je rekel, mi imamo en klub v Zagrebi, vi bi dobili idealen, tako pridite dol in smo šli. In to je bil v bistvu, ne vem, 2-3 leta po našem nastanku, ker bi v bistvu takrat že tako zelo redko smo, da je kjer šel v bistvu sploh kam ven iz Slovenije igrati, čeprav je bil velik glasbena scena, bila tako dosta odprta. In pa tisto smo rekli, lej, naši teksti so večinoma v angleščini, zakaj ne? In tudi Andrej, naš menedžer, je rekel, lej, pač stvar je taka, kot je in takrat je internet v bistvu bil v sponi, praktično nismo rekli, dajmo probati in smo to naredili in nam v bistvu ni žal, zaradi tega, ker konec koncev Slovenija ima le nek obseg, tujina pa greš igrati, kamor te povabijo, kamor češ praktično. Ne. Kaj pa bi po tvojem mnenju misliš, da je zaslužno za vaš uspeh? Uspeh, zdaj, to je tako, zdaj sem ko si šteješ kot uspeh, ampak jaz mislim, da je to pač ena skupina entuziastov, ki to delajo praktično prostovoljno. Mi si nikoli nismo izplačevali honorarjev in vse, kar smo vlagali izključno v plošče, tudi videospotov nismo snimali. In jaz mislim, da je tudi ono, da če imaš pač pravo skupino, ko imajo radi muziko, tako, se pravi, ta pravo muziko, mislim, ta prava muzika, tukaj pač mi igramo, da pač ne moreš valiti, ne. Je pa res, vidiš svet, spoznavaš druge kulture in jaz mislim, da je tu poanta muzike. Jaz svojim otrokom govorim, da muzika te lahko sicer veliko vzame, lahko pa ti pa ful veliko da, zaradi tega, ker konec koncev, ker nekaj takega, kot je muzika, se pravi, to ni internacionale to. In lahko veliko dosežeš, pa ne rabiš s tem veliko zaslužiti. Lahko spoznaš veliko prijateljev, dobiš veliko vez, imaš se zelo fajn in vidiš praktično cel svet, koliko smo ga mi videli in zato v bistvu ne rabiš nič
nič zgubiti. No. Glede na to, da ste v bistvu sami zelo uspešen kolektiv, pa to mogoče za konec, kakšna zaključna misel oziroma nasvet za kakšne naše sledilce, ki so mogoče nadobudni ustvarjalci oziroma na začetku svoje poti, kaj bi jim svetoval? V prvi vrsti moraš imeti rad glasbo, ne delati tega zaradi denarja, absolutno ne. Če imaš v kolektivu prijatelja, boš veliko lažje dosegel marsikaj, tako kot smo mi v bistvu. Kaj pa vem, prijateljstvo, ne vem, ljubezen, to je to. No. Nimam več, praktično ni več od tega. No. In želja po ustvarjanju, to je to. No. Hvala za tvoj čas, bilo mi veselje, pa upam, da čim več uspehov, čim več nastopov, pa da se to čim prej konča, ne, obdobje covida in podobno, da zaživimo normalno. Ja, absolutno, sploh za promotorje, za tiste ustvarjalce, ki se živijo od tega. Mi imamo skoraj malo sreče, ker pač delamo to kot hobi, ampak so pa ustvarjalci po celem svetu, ne samo bendi, sploh ekipe za bendi, ko so tudi danes vidimo tukaj fante, po enem letu smo jih srečali, ker je videti nasmejano obrazo, no, ko pač lahko delajo in to mi je v veliko veselo. No, tako da, ja. Najlepša hvala. Hvala ti, tebi. Hvala.